Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o posledicah, ki jih je povzročilo odkrivanje sveta. V 15. in 16. stoletju so Španci in Portugalci začeli širiti svoje kolonialne imperije. Po osvojitvi Karibov, Peruja in Brazilije so hitro ustanovili kolonije, iz katerih so v matična pristanišča na Pirenejskem polotoku prevažali kmetijske pridelke in velike količine zlata ter srebra. Lizbona je zaradi trgovine z začimbami, ki so jo Portugalci prevzeli od Benetk, v tem času postalo pomembno trgovsko središče. Portugalci so v Aziji vzpostavili postojanko v Goji in zavzeli Malako, kar jim je omogočalo nadzor nad ključnimi pomorskimi potmi. Španski kralj je ameriške kolonije upravljal prek Sveta za Indijo, posebnega vladnega urada. Kolonije so bile razdeljene na podkraljestva, kot sta Peru in Mehika, vsako s svojimi provincami. Na čelu podkraljestev so bili podkralji, ki so imeli nadzor nad civilno in vojaško oblastjo. Centralistični ukrepi španske krone so pripeljali do razširjanja španskega jezika in kulture po vsem kolonialnemu imperiju. V 16. stoletju so Španci in Portugalci dobili konkurenco v Nizozemcih, Francozih in Angležih. Ti so se pridružili čezatlantski trgovini, ki se je povečala z rastjo ameriških kolonij. Iz Amerike v Evropo so vozili plemenite kovine in poljedelske pridelke, medtem ko so evropske ladje v nasprotni smeri prevažale industrijske izdelke. Afrika je postala pomemben del tega trgovskega sistema, saj so evropske sile zaradi zmanjšanja števila ameriških domorodcev začele uvažati afriške sužnje. Ti so bili namenjeni delu na plantažah sladkornega trsa, bombaža in tobaka, ter v rudnikih zlata in srebra. S širitvijo evropskih interesov proti vzhodu so trgovske poti segale tudi v Indijski ocean in na Daljni vzhod. Španske odprave so iz Mehike na Filipine vozile srebro, ki je bilo v Aziji pomembno plačilno sredstvo. Iz Azije so prinašali začimbe, svilo in druge luksuzne dobrine, ki so jih nato prodajali v Evropi in Ameriki. Nizozemci in Angleži so za ustanovitvijo vzhodnoindijskih družb začeli prevzemati nadzor nad trgovino v Aziji, s čimer so postopoma zlomili portugalski monopol. Angleška vzhodnoindijska družba je do sredine 18. stoletja vzpostavila močno prisotnost v Indiji, kar je tlakovalo pot za kasnejšo popolno kolonizacijo pod britansko oblastjo. Ena izmed pomembnejših rezultatov kolonialnih osvajanj je bila velika izmenjava rastlinskih in živalskih vrst med Evropo in Ameriko, ki je spremenila prehrano in gospodarstvo obeh celin. Evropejci so v Ameriko prinesli živali, kot so konji, osli, govedo, ovce in kokoši, ter rastline, kot so pšenica, riž, sladkorni trs in banane. Iz Amerike pa so v Evropo prišli krompir, koruza, paradižnik, kakav, tobak, kokain in številne druge kulture. Ta biološka izmenjava je spremenila kmetijstvo, prehrano in demografijo v obeh svetovih. Velike količine zlata in srebra, ki so jih Evropejci pridobili v Ameriki, so sprožile gospodarske spremembe v Evropi. Prihod teh kovin je pospešil denarno blagovno gospodarstvo, kar je spodbudilo razvoj kapitalistične proizvodnje. Vendar je hkrati povzročil inflacijo in gospodarske težave v proizvodno šibkih evropskih državah, kot sta Španija in Portugalska. Njune gospodarske šibkosti so Nizozemcem in Angležem omogočile, da so v 17. stoletju prevzele vodilno vlogo v svetovni trgovini. Epidemije in bolezni, kot so koze, ošpice in gripa, ki so jih prenesli Evropejci, so v prvih desetletjih po stiku z Američani pokončale okoli 90% domorodnega prebivalstva Amerike. Zaradi zmanjšanja števila delovne sile so Evropejci začeli uvažati afriške sužnje. Med 16. in 19. stoletjem so iz Afrike v Ameriko pripeljali več kot 10 milijonov Afričanov, ki so bili zasužnjeni na plantažah in v rudnikih. Suženjstvo je pustilo globoke socialne in gospodarske posledice tako v Afriki kot v Ameriki. Evropski osvajalci so v Ameriko prenesli tehnologijo, politične institucije in pisne sisteme, ki so jim omogočili hitro vzpostavitev nadvlade. Kljub temu je kolonizacija povzročila uničenje številnih ameriških kultur in političnih sistemov. V Indiji so Angleži za vzpostavitvijo kolonialne uprave postopoma omejili vlogo domačinov v javnem življenju, kar je povzročilo rast rasizma in evropske dominacije. Kolonialna ekspanzija evropskih sil
je spremenila svet na gospodarskem, družbenem, kulturnem in demografskem področju, medtem ko so evropske države izkoriščale bogatstvo kolonij. Za svoj gospodarski vzpon so številne regije sveta utrpele dolgoročne posledice v obliki demografskih izgub, uničenja lokalnih kultur in ekonomske izčrpanosti. Kolonialna zgodovina ostaja ključni del svetovne preteklosti, saj je postavila temelje za današnji globalni svet. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.